študentje so mislili, da gre na predavanja. Se ti malo vrti? Ne, v redu sem. Si v redu? Si prepričan? Ne, v redu sem. Namesto tega je ta voznik kampusnega avtobusa pristal nekje drugje, v zaporu. Govoriš o nesreči, jaz pa se nesreče sploh ne spomnim. V redu. Skoraj, da se ne spomnim. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Spomnim se, da sem se vsak dan vozila z univerzitetnim avtobusom, ko sem bila študentka na Teksaški državni univerzi. Na srečo me je vsaka vožnja varno pripeljala na in z univerze, saj si nisem mogla predstavljati, da ne bi prišla na predavanja, ker bi bil voznik univerzitetnega avtobusa domnevno pijan za volanom. 16. februar 2026 je. Smo v Coral Gablesu na Floridi. Malo je čez 3:30 popoldne, ko policisti policijske uprave Coral Gables prispejo na kraj avtobusne nesreče. Toda avtobus, ki je udeležen v nesreči, pripada eni najbolj prepoznavnih univerz na tem območju, Univerzi v Miamiju. Na srečo noben od študentov ni bil poškodovan, vendar je moral voznika avtobusa pregledati gasilsko-reševalna služba. Ja, je bila nesreča? Ja, tam je zadev palmo. Polomil je škropilnike, ampak palma se nagiba proti bencinski črpalki. Zadev jo je, zdaj jo vidim in pustil je črn odbijač. Pustil ga je tam, tam je. Senca, v redu. Ja, razumeš, kaj mislim? Vidiš njegov odbijač, tam je, nagiba se. Si pripravljen biti del tega, si kar dober. Po poročanju televizijske postaje WPLG so študenti, ki so se vozili z avtobusom, menili, da je z voznikom nekaj narobe in so vožnjo posneli s svojimi mobilnimi telefoni. Ali si malo omotičen? Ne, v redu sem. V redu si. Si prepričan, da je kaj narobe? Ne, v redu sem. Ampak trenutno ogrožaš življenja vseh nas. Gospod, veste, da ste samo na tej vožnji dvakrat trčili, kaj ne? Kam res? Ste kaj pili? Ne. Samo zelo močno dišite po alkoholu. Ja, to ni nekaj, kar bi moral kdorkoli, ki se vozi z avtobusom, kdaj vprašati svojega voznika. Ampak točno to se je zgodilo. Policisti so zbrali podatke vseh študentov in drug voznik avtobusa jih je vse odpeljal na kampus. Policija je potrdila, da nihče ni bil poškodovan, vendar naj bi voznik povzročil nekaj škode na cesti. Mislim, odbijač avtobusa še vedno leži poleg bencinske črpalke. Lahko zapeljemo čez robnik, tukaj, to je spredaj, to je območje sprednjega odbijača. To je še en razlog, zakaj se izogibam temu. Imaš njegov video pri sebi, ne snemaj. Imaš njegov dijav? Nima ničesar s seboj, recimo... Brez osebne, brez kreditne kartice ali... Imaj tvoje have Ime. Odlično, spremenite ime policije. Sem vzela številko in lahko poskusim odkleniti. Je to študent ali voznik avtomobila? Kaj se je zgodilo, ko ste vozili? Se spomnite česa, kar se je zgodilo? Iskreno nimam dobrega odgovora na nič od tega, kar sprašujete. V redu. Želim si, da bi ga imel. Ampak, a se spomniš, kaj se je zgodilo? Se spomniš, mimo česa si se pelal? Iskreno nimam dobrega odgovora, kot da bi karkoli opazil med vožnjo. Veš, kaj mislim? V redu, ampak a se spomniš, ko si vstopil na avtobus? Se spomniš, kaj se je zgodilo potem, ko si začel svojo službo? Si danes začel delati, kaj ne? Colby, redo. Kaj se je potem zgodilo? Je še en dan. V redu. In si šel na avtobus in... Predvidevam, da si prežgal avtobus, pravilno. Boš pred tem komu poročati, nadzorniku ali kaj podobnega? Ja. V redu, torej poročate svojemu nadzorniku in kaj se potem zgodi? Ja, navedite datum, ki ga želite za svoj dan. Šel in to uredil. Kateri si ti? Kako ti je ime? Miles, guys. Miles, v redu. Kaj je to, kjer sediš? Levo ali desno? Zadaj desno. Desno. Prav, Miles, dal ti bom kartico s podatki o primeru, prav? Če nimaš nobenih poškodb ali česa podobnega in želiš iti, si prost, lahko greš človek, prav? Prvotno. Jaz sem bila tista oseba, ki bo na začetku naredila zmedo. Tako da, če me morate poklicati? Tudi jaz sem poklicala številko 911. V redu, hvala, Miles. Poklicali vas bomo, če bo kaj. Ostanite na zvezi. Ker trenutno poskušajo ugotoviti, ali zapiram, samo bom, kaj naj naredim. Mi nismo, ker ne vem, ali bo vprašalo, na kateri strani so bili v grmu. Povej mi, Povej mi, kje si sedela? počakaj.
Pusti, da vprašam svojega partnerja. Pusti, da vprašam Svojega partnerja, samo trenutek. Kje ste sedeli? Na desni strani avtobusa, na levi strani? Kje ste sedeli? Fanti, počakajte za trenutek, naj vprašam svojega partnerja, lahko greste za vsak slučaj, če bomo imeli kakšno vprašanje, v redu? Še vedno čakamo, da nas Miami pobere. A veš to? Še vedno čakamo, da nas poberejo z univerze v Miamiju. So že prispeli, so že tukaj. Pravkar so prispeli, policijska uprava Coral Gables je identificirala voznika avtobusa kot 45-letnega Timotija Kovalovskega. Kaj dogaja, Boston? Kako so življenjski znaki? Življenjski znaki so dobri, vse je v redu. Srčni utrip je malo hiter, veš, je živčen. Prije ljudje z visokim pritiskom, veš? Smo že dobili vaše podatke za Vestina? So jih že dobili? V redu, odlično, hvala gospod, cenim to. Bomo. Od tu naprej prevzamemo mi, najlepša hvala. Ja, prosim, gremo. Pridimo malo sem, pejdimo. V redu, un je tisti. Sedi, sedi. Gospod, v redu, bom tam. Usedite se, prav? Hvala gospodje, cenim to gospod. Usedite se tukaj. Oprosti, ne, v redu sem. Mislim, da si nekaj rekel. Ne, nisem. Prav. Sem imel na poti sem. V redu, upravičujem se za... Da zapeljem vaš čas. Ne, sploh ne, gospod. Brez skrbi, imate boljše stvari za početi. Tista stvar, ki... Pomembno je to, da se zdi, da nihče ni bil poškodovan, ni bilo večjih poškodb ali kaj podobnega. Čeprav policija pravi, da nihče ni bil fizično poškodovan. Zdi se, da je Timotijeva glavna skrb, ali bo izgubil službo. Ne smem izgubiti službe. Oprosti. Samo ne smem izgubiti službe, ker... Ja, razloži mi, kaj se je zgodilo in... Torej, kdaj si danes začel delati? To je... Ne. To sem naredil že milijonkrat, ni nič takega. Ampak danes zjutraj sem se zbudil in se odločil, alkohol. Rekel si, oprosti, rekel si, kaj je alkohol? Rekel si alkohol, v redu, to. Tako preprosto je, ni. Ne vem, kaj govorim. Pojdi. Ampak... Razloži mi tisti del nesreče. Razloži mi tisti del nesreče. Iskreno, ne vem, kaj se je zgodilo. Koliko vem, ni bilo nesreče. Očitno je bila nesreča, ampak jaz se je ne spomnim, res ne. Verjemite mi, rad bi vam pomagal, ampak nimam nobenega spomina.
Se je zgodilo kaj? Mi lahko poveste, kako je prišlo do nesreče? Jaz nimam nobenega spomina na nesrečo. Se sploh ničesar ne spomnite? Ne spomnim se. Vprašal sem ga glede vprašanja, samo kaj pomenita ti dve izjavi in on je to povedal. Po besedah Timotija je njegova izmena od 7 ure zjutraj do 7 ure zvečer. Če nesreče ne bi bilo, bi morda še naprej vozil. Se spomnite, da ste z avtobusom zadeli nek predmet, da ste trčili? Pravzaprav se ne spomnim. Ob kateri uri ste danes začeli voziti? Ob 7 zjutraj. V redu, vaša izmena običajno poteka od katere ure do katere ure? Od 7 zjutraj do 7:37 zvečer. Torej 7 ur in pol. V redu, in danes delate že od 7 zjutraj? Da. Gospod, v redu, ste vzeli odmor za kosilo? Ni odmora za kosilo, njega. To kot vi. Vi vzamete si, koliko časa želite. V redu. Mi njihova krivda, moja krivda je. V redu, ampak ali se lahko spomnite česarkoli o sami nesreči? Iskreno, govorite o nesreči, ampak jaz se nesreče sploh ne spomnim. Želim si, da bi se spomnil. V redu, želim si, da bi se spomnil, želim si, da bi bil bolj v pomoč. V redu, nočem, ali imaš? Imaš kakšne poškodbe, te kaj boli trenutno? Ne. Imaš kakšne težave s kolki, s koleni, z gležnji? Oba kolka sta mi bila zamenjena. V redu, kdaj? Kdaj je bilo to? Že dolgo nazaj, ampak ne, nič. Kot sem rekel, želim biti bolj v pomoč. Oprostite, nisem. V redu. Ali ti je v redu? Bi lahko vstal s sedeža in samo stal? Samo ostani tam. Imaš kaj v žepih? Iščemo tvoj osebni dokument. Moral bi nekje tam. V redu, če nimaš nič proti, se samo hitro obrni. Policist Pena te bo na hitro preiskal, zaradi varnosti, če imaš kakšno orožje. Imaš pri sebi kakšno orožje, prepovedane stvari ali kaj podobnega? Ne. Daj to v žep, prav? Daj to v žep. Nisem mislil tako, upam, da mi to ne bo škodovalo na noben način, ne gospod? Prav. Iščemo tvoje vozniško dovoljenje. Ne moramo najti tvojega vozniškega dovoljenja. Moralo bi biti tam. Kaj vedeti. Ne, v redu si. Samo ne dej tega, ne dej rok v žep. Ja, oprosti, nočem. Veš, nekje bi morala biti. V redu, bom. Hej, Benny, želiš tukaj ustaviti? Obrni na 10:34 zdaj, prav nad nami. 10:2 zdaj. Morda bo skočil v vodno pot. Zdaj proti 342. Imeli bomo nekakšen postopek, poslajte bomo ven, upajmo, da ti to dostavijo v vodni poti. Ne, nimaš vozniškega dovoljenja, nimaš denarnice. Tam je nahrbtnik. Je ta nahrbtnik tvoj? Kar pojdi. Nahrbtnik je tvoj, ker imaš tudi torbo za malco. Ja, vse je tvoje. Ne, ampak ali si mi dovolila, da preverim? Nič na nobeni denarnici, nič na njej. V redu. V redu, vse je v redu. Potrebovali smo samo vozniško dovoljenje, veš, ampak to je v redu, vse je v redu. V redu, hvala. Gospod, tukaj kaj? Imate kaj v teh žepih tukaj, ne? Ne. Nič tam? Ne, nekaj je tam. Zjutraj sem se zbudil in se odločil, da bom... V redu, Timothy. Poslušaj me za trenutek. Vem, da mi praviš, da se ne spomniš, da bi bil udeležen v nesreči, v trku. Ampak nesreča se je zgodila, kaj ne? In imamo več prič, potniki na avtobusu pravijo, da si trčil na več krajih, ne samo tukaj. To je bilo zadnjič, ko si trčil, kaj ti zgodila se je nesreča, kaj ne? Ker vidim, da imaš rdeče in solzne oči, si zelo nestabilen na nogah in govoriš nerazločno. In medtem, ko sva se pogovarjala, sem zaznal vonj po alkoholu iz tvojega zadaha. V redu, zaradi teh dejstev zaključujem preiskavo nesreče in zdaj začenjam kazensko preiskavo zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola. Ali to razumete? Ja, v redu. Ste danes pili kakšno alkoholno pijačo? Mislim. Nočem ničesar povedati, samo ne sledite ji, prav? Torej, mi niste pripravljeni povedati, ali ste danes kaj pili, ne?
V redu, prosim vas, da opravite standardizirane teste treznosti na terenu. Bi bili pripravljeni to storiti? Niste pripravljeni to storiti za policijo. Standardizirani testi treznosti. Ker je Timothy zavrnil opraviti test alkoholiziranosti z alkotestom, mislim, da vsi vemo, kaj se bo zgodilo naslednje, prav? V redu, Timothy, naredi mi uslugo, hitro se obrni. Imamo načrt zadaj. Uporabimo dvoje lisic. Uporabi, ker je velik fant. V redu, imam svoje. Že je tesno. Ja. Prepričaj se, da ni pretesno. Naredi ga malo krajši. Vse informacije za potnike bom... Pozdravljeni. Želite, da jaz... Naj grem z avtobusom ali želite, da jaz? Naj grem z... Katero? Želite. Naj jo vzamem. Če želite, vas lahko pospremim do vrat. V redu, bom prevzel primer nesreče, v redu, imam videoposnetke, ki jih moram pogledati, to so 20-sekundni videoposnetki. Moram jih pregledati in preveriti, da bom videl posnetke nesreče. V redu. Ne, že v redu 17, 14, 20, Kirkstall Highway. V redu, torej smo. Te bomo dali v Avto. prav. Odpeljite ga k vam. Nimate kletke, a ne? Imate kletko? Kletka. Številka je čakal nate. Ne, ni odgovoril na vsa vprašanja, prejga sem prevzel iz mena. Reševanje vozila je prišlo in rekli so, živijo, to je ta tip. Notri. Poskrbi, da je noter čist, jasno. Pozdravljeni. Prav, gospod. Kako je bil tam? Preden se usedete, počakajte trenutek. Počakajte trenutek, preden se usedete. Naj vam prinesem še drugo čevlje, seveda. Pokažite mi vaše noge, ja? Pokažite mi tisto. V redu, hvala, gospod. Ja, bom dal vaše čevlje kar sem, prav? Bodite previdni tam, prav? To je malo tesno, ste velik možakar. Ja, v redu je, vse v redu. Ja, v redu, preden gremo, vam bom pripel varnostni pas, ampak za zdaj vas bom pustil tako, prav? Preverite, da je avto prežgan in da klima dela na polno. Timotej je prepeljan na sedež policije. Prav, Timotej, lahko priješ ven tukaj? Tukaj bo malo tesno. Pusti, da ti primem čevlje, lahko zdrsneš ven. Samo stopi dol. In zavij v to smer, ja. Samo počakaj name počasi, brez naglice, brez naglice. Prid sem, kar prid, zapri vrata. V redu, zdaj pa bomo šli naravnost naprej, prav? Pridi sem, nato pojdi na desno. Stopiti, ja, prosim. Da. Gospod, moramo vas spraviti v sobe. Obrnite se in se postavite proti steni. Zdaj vam bomo sneli lisice. V redu? Da. Počakajte malo. Enote, jari se pripravljate. Prosim, položite roko na steno. Da. Gospa. Vse 9 pripravljeni. Položite roko na svojo denarnico. V redu? Tvoji čevlji so tik za tabo. In želiš obut? Tvoji čevlji so tik za tabo. V redu?
V redu si? Kje je? Lahko sedeš, lahko za zdaj sedeš kar tukaj, v redu. Moramo narediti še nekaj stvari, v redu. Seveda. Ja, za zdaj to zapri, naj ti dam. Čakaj, torej gremo. Timoti, počakati moramo nekaj minut, preden ti lahko dam kaj zapiti. V redu, seveda. Timoti naj bi tudi na policijski postaji odklonil alkotest. Odpeljali so ga v bližnjo bolnišnico, preden so ga priprli. Voznika šatel avtobusa so priprli zaradi vožnje pod vplivom alkohola, DUI, s povzročitvijo škode na premoženju ali osebi ter zaradi zavrnitve alkotesta. Timoti Kovalovski je bil po poročanju naslednji dan izpuščen iz zapora po plačilu varščine. Univerza v Miamiju je po njegovi aretaciji izdala izjavo, v kateri so med drugim zapisali, da primer še vedno preiskuje policija Coral Springs. Varnost njihovih študentov, pedagoškega osebja in zaposlenih ostaja njihova glavna prioriteta. Hvala, ker ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.